Vprašanje pa je tako. Andrej iz ostankov lesa pri pouku tehnike izdeluje miselno igro, pri kateri je treba iz koščkov lesa sestaviti črko. Katero črko lahko sestavite iz koščkov na sliki oziroma na vaših pultih? Je to črka T, črka E, črka M ali črka H? Skaj najdu, aj H? Sestavljajte 15 sekund, imate na voljo. Še nekaj sekund, hitro pritisnite odgovor. In imamo odgovor C od rumenih in odgovor B od vijoličastih. Vi menite torej vijoličasti, da lahko sestavite črko E, vi pa ste bili pri M-ju. Kako to, da ste se odločili za črko M? Pa sklepali smo, ne? Sklepali ste, glede na košček. Dobro, Jasna, prosim, razloži nam tole črkovno likovno uganko. 3 koščki od 4 so dokaj univerzalne oblike in kot take bi jih lahko uporabili pri sestavi različnih črk. Tukaj imam črke T, E, M in H in lahko te koščke položim, naprimer, tegale na T, ustreza, tale ustreza na E-ju, ta bi lahko šel na M in tale bi tudi šel na M. Se pravi, tile koščki ustrezajo vsem črkam. Edini košček, ki je posebne oblike, je enakokraki trikotnik. Ker se višina na osnovnico pri enakokrakem trikotniku ne ujema s širino preostalih delčkov in s tem širino zapisa črk, ga bom lahko uporabila le pri črki, ki tvori širše območje v določenem predelu. In tega ne najdemo, naprimer, pri črki T, ker trikotnik štrli čez. Prav tako štrli čez, če ga dam na črko E in na črko H. Edino dovolj široko območje ima črka M. Tukaj lepo ustreza in če dodam še preostale koščke, lahko sestavim črko M. Tako da tale likovna uganka je prinesla 5 točk rumeni ekipi, saj je pravilen odgovor C. Čestitam!